Ja, kljub temu, da v bistvu povsod piše in beremo, da so norice blaga bolezen, je pa kar nekaj otrok, kjer se zaplete, ne samo, da imajo veliko izpuščajev po celem telesu, ampak se potem predvsem te izpuščaji vnamejo, inficirajo z bakterijami, tako da pride do okužbe kože, lahko tudi globih struktur. In tak otrok potrebuje antibiotično zdravljenje, včasih tudi bolnišnično, kjer rabi antibiotik dobiti v žilo ali celo kirurško zdravljenje. Tako da s temi zapleti sem se že v svoji ambulanti srečal, pa tudi z pljučnico, ko je otrok preboleval norice, se je zapletlo s pljučnico, vnetjem ušesa. Naj pa povem, da kar eden od 5 otrok, ki preboli norice, ima trajne brazgotine na koži, tako da zapleti niso tako redki. Sem imel pa tudi že otroka z zapletom, ko ga je zanašalo pri hoju, rečemo vnetje malih možganov, cerebrilitis. Na srečo pa se nisem srečal z hujšimi zapleti, da bi se zapletlo z meningitisom ali pa celo končalo s smrtjo, kar je tudi možno. Zagotovo je bolje vedno bolezen preprečiti. Vemo, da recimo Združene države Amerike bodo drugo leto imele že 30 let v programu univerzalno cepljenje proti noricam za vse otroke in da se je pri njih tako obolevnost kot hospitalizacije in pa smrtnost zaradi noric drastično zmanjšala. Tako da menim, da je zagotovo bolje otroka cepiti, kot pa da bi prepustili v bistvu, da preboli norice. Problem je, da ne vemo točno, pri katerem recimo zdravem otroku se bo zapletlo in bo bolezen zahtevala potem bolnišnično zdravljenje. Norice imajo zelo dolgo inkubacijsko dobo, se pravi, preden se ti okužiš in potem, da dobiš prve te izpuščaje, pa navadi je 2 tedna, kar pogosto potem starši preseneti, ko se odpravljajo na dopust, potem imajo še drugega, tretjega otroka, ki še ni imel noric in potem še ta zboli. Svetujem, da si preberejo oziroma vprašajo izbrane pediatre, če imajo kakršnekoli dodatna vprašanja. Je pa dejstvo, da cepljenje z 2 odmerki proti noricam bolezen praktično v 99% prepreči, zagotovo pa prepreči vse hujše zaplete. Cepljene osebe imajo zagotovo manj pojava zostra oziroma pasovca, ker norice, ko jih enkrat prebolimo, ta virus ostane v našem živčevju za celo življenje. Vemo pa, da z leti, predvsem recimo po 50. letu, ko imunski sistem počasi peša, pride do ponovnega izbruha tega virusa v obliki pasovca, ki je pa lahko zelo zoprn, boleč, lahko pa povzroči tudi druge komplikacije.